Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o zgodovini rudnika Trbovlje. Zgodovina rudnika Trbovlje je zapisana v plasteh premoga in znoja ljudi, ki so ga stoletja kopali izpod zemeljskega površja. Leta 1804 je dunajski odvetnik Franc Maurer skupaj s svojimi 5 družbeniki najel zemljišče v Trboveljski dolini. Njihov cilj: izkopavanje premoga. Sprva je bila proizvodnja skromna, rovi so bili nepovezani, dostop je bil težaven, premog pa je le stežka prišel do trga. Vsak rov je nosil ime: Frančiškov, Viljamov, Jožefov, Terezijin in v čast družbenikom in članom družine. A prvi premogovniki so bili le zametek prihodnjega rudarskega giganta. Prelomnica pride leta 1825, ko Maurerjeva sinova v Trbovljah zgradita steklarno, ki kot gorivo uporablja premog. S tem zagotovita preživetje rudnika. Pravi razcvet pa se začne z odprtjem južne železnice leta 1848. Premog postane strateška surovina, povpraševanje naraste in Trbovlje se kar naenkrat začne preobražati v industrijsko središče. Rudarska dejavnost se širi. Nastane tudi državni rudnik Montan Erar, ki odpira nove in nove rove, poimenovane po cesarski družini. Leta 1867 pa država rudnik proda zasebnikom, ki ustanovijo Vodensko premogokopno družbo. Le nekaj let kasneje se združita Maurerjev in Vodenski rudnik in tako nastane Trboveljska premogokopna družba TPD, ki bo sčasoma prevzela tudi rudnike v Hrastniku in Zagorju. Pod njenim okriljem se začne temeljita modernizacija, umetna ventilacija, elektrifikacija rovov, povezava jaškov z upadniki in izgradnja separacije ob Savi, kamor je premog potoval neposredno iz rovov pod zemljo. Rudnik postane prva podzemna tovarna. Med najbolj znanimi rovi iz istega časa so Frančiškov, Jožefov, Terezijin, Gvidov, Barbarin in mnogi drugi. Nekateri rovi so imeli že zelo zgodaj elektriko, ventilatorje in celo parne stroje. Ob rudniku rastejo delavske kolonije: Gvido, Neža, Kurja vas, Terezija. Trbovlje dobijo svojo rudarsko skupnost s kulturo, običaj in posebno identiteto. Do konca 19. stoletja je v rudniku delalo že več kot 3000 ljudi, moški, ženske in celo mladoletni. Rudarji so bili spoštovani, čeprav je bilo delo nevarno in naporno. Leta 1883 rudnik obišče sam cesar Franc Jožef I, kar kaže na njegov izjemen pomen. Po drugi svetovni vojni je bil rudnik nacionaliziran. Pod novimi imeni in upravami se dejavnost nadaljuje. Širijo se rovi, odpirajo novi jaški, posebej pomembni so Jašek 3, Zvezni rov Trbovlje-Zagorje, Karolina rov in Bukova gora, z vodenim rezervoarjem za kolonije in številni drugi. Rudnik postaja vedno bolj samozadosten, z lastnim transportnim sistemom, kompresorji, elektriko in žičnicami. Premog se skoraj v celoti prevaža pod zemljo, površje Trbovlja se spremeni, a rudnik ostaja hrbtenica mesta, njegov motor in srce. Povezan je tudi s termoelektrarno Trbovlje, ki uporablja premog iz domačih rovov, a tudi najtrdnejše skale se nekoč obrabijo. Zapiranje rudnika se začne v drugi polovici 20. stoletja. Po letu 1990 večina rovov postopoma preneha z obratovanjem. Zadnji rov, Frančiškov rov 1 oziroma novi rov, je bil zaprt leta 2019. To pomeni konec več kot 200-letne rudarske zgodbe. Danes je večina vhodov zaprtih ali zasutih, del rovov pa živi naprej kot muzejski ali raziskovalni prostori. Drugi so pozabljeni, a še vedno prisotni v terenu in v kolektivnem spominu. Trbovlje, ki so rasle iz rov navzgor, stojijo danes na jeklenih temeljih. Rudnik Trbovlje ni bila le tovarna premoga, bil je simbol napredka, trme, delavskih pravic in ponosa. Bil je prostor, kjer je tema rodila svetlobo in ta svetloba zdaj sveti drugače. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.